V središču najbolj napetih skrivnosti našega sveta so nepričakovani preobrati, ki preoblikujejo vsako možno teorijo in vsak možen odgovor. Najmanjše podrobnosti so lahko vsebujejo dovolj informacij, da rekonstruirajo celotno zgodbo, bodisi prisilijo v propad delujočo hipotezo ali pa ponudijo očiten odgovor, ki mu močno primanjkuje dokazov. Številka 10. Antigua je največji otok v karibski državi Antigua and Barbuda. Območje je najbolj znano po svojih belih peščenih plažah in privlačnih vodah. Služi kot tropsko središče za jadranje in vodne športe ter kot srhljivo ozadje za najbolj nenavadno nerazrešena izginotja, ki preganjajo otok. Na otoku Antigua je v zadnjih 3 letih izginilo več ljudi. Na sosednjih otokih so tisti, ki izginejo, pogosto najdeni. Bodisi se pojavijo živi ali pa jih kasneje najdejo naplavljene na obali. Žrtve Antigve pa so izginile in nihče ne ve, kaj se z njimi dogaja. Ena od prebivalk, Patricia Joseph, to opisuje kot duševno mučenje. Njena mati, 74-letna Hyacinth Gage, je izginila v tem 3-letnem obdobju. Patricia nenehno išče značilni živo-oranžni dežni plašč, ki ga je njena mati nazadnje nosila. Med letoma 2024 in 2025 je bilo prijavljenih vsaj ducat odmevnih primerov, v katerih so prebivalci tega majhnega karibskega mesta doživeli podobno usodo in izginili brez sledu. Keon Richards je bil nazadnje viden na svojem delovnem mestu Sandals Grand v letovišču Antigua. Vozilo Ortona Davidsa so našli zažgano, 3 barbadoški ribiči pa so odšli na morje, edini ostanki te skrivnosti pa so bili deli njihovega čolna, ki so jih naplavili na obalo. Kljub obsežnim iskalnim akcijam v mnogih od teh primerov žrtve ostajajo pogrešane, brez ene same sledi, ki bi jo lahko našli kjerkoli. Ugibanj je ogromno. Namesto odgovorov prebivalci ponujajo le teorije. Domnevna jeza, ki jo je pokazala policija Antigve, je mnoge spodbudila k razmišljanju, ali slabo plačani oddelek nima volje za preiskavo, ali pa so plačani, da prikrijejo nekaj bolj zloveščega, kot so dejavnosti tolp ali trgovina z ljudmi. Vede policijskega komisarja Antigve Everton Jeffers je priznal mlačen nastop policije in dejal, da je prostor za izboljšave. Javnosti je tudi povedal, naj ostane odprtega duha glede razlogov za veliko število izginotij, vključno z možnostjo, da v bližini deluje trgovina z organi, čeprav za to ni nobenih dokazov. Po zgodnjem poročilu iz leta 2025 je število nerešenih primerov pogrešanih oseb na Antigvi skoraj 60 in je zdaj nedvomno še višje. A zaplet je v tem, da na Antigvi živi le 100.000 ljudi, otok pa obsega le 108 kvadratnih milj, kar je približno toliko kot Rosenberg v Teksasu. Prav na tem majhnem otoku opažajo nesorazmerno veliko število izginotij v primerjavi z drugimi kraji. Noben od njegovih sosedov nima tako visoke stopnje primerov pogrešanih oseb. Številka 9. Leta 1874 so prvi sunki bili občuteni v Severni Karolini. Bilo je v začetku februarja, ko se je zemlja stresla in so iz smeri gore Bald, 920 metrov visokega vrha v porečju reke Broad, prihajali nepojasnjeni glasni poki. Nekateri so videli dim in hlape, ki so prihajali iz zemlje in kmalu je izbruhnila velika panika, podžgana z verskim zanosom. Prebivalci Chimney Rocka so se skrili in bežali za golo življenje, saj so verjeli, da je gora aktiven vulkan, ki bo kmalu izbruhnil. Noben takšen katastrofalen dogodek se ni zgodil, nobena lava ni bruhala iz razpok in nobena staljena skala ni izletela iz ust neobstoječe vulkanske gore. Vendar so se še 2 meseca tresljaji nadaljevali in občutek bližajoče se pogube je prevladal v okrožjih okoli plešaste gore. Tisk, ki ga je privabila vse večja skrivnost, se je zgrnil na to območje in poročal o tem, kar so opisali kot dejanje božanske intervencije ali zgolj naključje. Pred 2 mesecema se je Posey Owensby, kmet, ki je živel na strani okrožja McDowell na Kamniti gori, vrhu, ki se nahaja na severni meji okrožja Rutherford, nekaj milj severno od Chimney Rocka v Severni Karolini, odpravil na goro, kjer je po poročanju vodil 3-dnevno prebujenje, ki se je končalo 9. februarja. Tukaj naj bi samooklicani pridigar domnevno prosil Gospoda, naj sproži potres na zemlji in prisili grešnike okoli sebe, da se zresnijo. Nenavadno je, da so se tresljaji, ki so povzročili razdejanje po deželi, zgodili že naslednji dan. Tresljaji, ki jih prej nikoli ni bilo.
Govedo, konje in prašiče so spustili v gozdove, ljudje v bližini gore pa so bili prepričani, da jim je ostalo le še nekaj dni življenja. Medtem ko so novinarji prišli, da bi se norčevali iz verskega fanatizma, je geolog Warren Dupree z Wilford Collegea skušal pomiriti vznemirjene ljudi. V spremstvu skupine študentov, gradbenega inženirja in urednika časopisa se je odpravil po cesti Hickory Nut Gap, potoval gor in okoli gora Bald in Stone, po cestah in čez zahtevne poti. Ekipa ni našla nobenih dokazov o aktivnem vulkanu, ni bilo dima ali kosov staljene kamnine. Tam je bila le gora, a ta gora je še vedno grmela. Potem, ko so ugotovili, da ni potekalo nobeno razstreljevanje za nove poti, so geologi zaključili, da morajo tresljaji prihajati izpod gole gore. Predlagal je, da so za to krive pogrezajoče se jame in naravna sestava gorskega masiva. Kasnejši preiskovalci so tresljaje pripisali skalnim podorom, ki se dogajajo v jamah pod gorami. Kljub znanstveni razlagi pa je skrivnost še vedno ostajala, kaj je povzročilo nenaden začetek grmenja in kako je to povezano z molitvijo Poseyja Owensbya. 6 mesecev leta 1874 je grmeči plesnivec neprestano grmel. Sčasoma so vibracije in glasni poki ponehali, a občasno se še vedno čuti manjši potres. Številka 8. V hodniku blizu preddverja Clarendonovega laboratorija na Univerzi v Oxfordu v Angliji se nahaja privlačna skrivnost, ki je že generacije očarala strokovnjake. Tukaj domuje oxfordski električni zvonec, ki tiho zvoni že nepredstavljivo dolgo časa. Naprava ni le znanstvena zanimivost, temveč je postala simbol vzdržljivosti in skrivnostnosti. To je bil eden prvih kosov, ki jih je fizik Robert Volker pridobil za zbirko znanstvenih naprav. Profesor je prepoznal, kako poseben je bil ta predmet in mu zagotovil mesto v zgodovini v poznih 1800-ih. Oxfordski električni zvonec je eksperimentalni električni zvonec, ki ga sestavlja viseča kovinska kroglica, ki se premika naprej in nazaj med dvema majhnima zvončkoma. Kar se morda zdi preprosta, enostavna naprava, je v resnici gostitelj nenavadne skrivnosti. Oxfordski električni zvonec zvoni že več kot stoletje, pa nihče ne ve kako. Od leta 1840, ko je bil izdelan, je zazvonil več kot 10 milijardkrat. Napravo poganja baterija, ki se zdi, da traja večno, znanstveniki pa niso uspeli ugotoviti, kako ali iz česa je baterija sestavljena, da zvonec še vedno zvoni, kar počne vsakih pol sekunde, neslišno, za 2 plastema stekla. Skozi desetletja je zvonec postal ikoničen predmet pogovorov, ki je navdihnil generacije študentov in raziskovalcev, da razmišljajo ne le o njegovem mehanizmu, temveč tudi o širših mejah človeškega razumevanja. Da bi razkrili njegove skrivnosti, bi morali strokovnjaki napravo razstaviti in ugotoviti, kako deluje v notranjosti, vendar nihče noče, da bi prenehala zvoniti, zato vsi obupano čakajo, da se sama od sebe ustavi. Nihče ne ve, kdaj bo ta dan prišel ali kako dolgo bo baterija dejansko zdržala. Guinnessova knjiga rekordov je to zvonečo napravo poimenovala za najbolj vzdržljivo baterijo na svetu, saj ne kaže nobenih znakov, da bi kmalu prenehala delovati. Strokovnjaki so ugotovili, da udarjalec udari eno od zvončkov, baterija pa sprosti majhen naboj, ki ga odbije proti drugemu zvončku. Postopek se ponavlja vsakih pol sekunde, tako kot zadnjih 186 let, brez da bi zmanjkalo energije. Znanstveniki lahko le domnevajo in teoretizirajo o sestavi baterije. Ena od predpostavk pa je, da je morda podobna Zambonijevim stebrom, zgodnji električni bateriji, izumljeni leta 1812. Domneva se, da je sestava morda izmenično sestavljena iz plasti kovinske folije in papirja prevlečenega z manganovim dioksidom, pri čemer je lahko teh plasti več tisoč. Prav tako je omenjeno, da je baterija prekrita z razstaljenim žveplom, ki služi kot izolacija in ščiti notranje dele pred poškodbami zaradi vplivov iz ozračja. Strokovnjake skrbi, da bi že samo odpiranje steklenega ohišja, v katerem je zvonec, lahko povzročilo prezgodnjo poškodbo. Zato so ga pustili nedotaknjenega in čakajo, da vidijo, kako dolgo bo zdržal. Številka 7. City of San Francisco je bil čez celinski vlak, ki je vozila iz Oaklanda v Kaliforniji do Chicaga v Illinoisu. Skupaj so jo upravljala 3 podjetja, vključno s Southern Pacific Railroad. Glavna proga SP sledi reki Humboldt in pelje potniški vlak skozi Canyon Palisade med Baywa in Palisade.
Vlak City of San Francisco je bila predstavljena junija 1936 in je zaradi svojih izjemno razkošnih lastnosti pritegnila veliko pozornosti, zaradi česar je postala slaven vlak z vrhunsko močjo. Toda 3 leta po začetku svoje poti jo je doletela tragedija. Bilo je 12. avgusta 1939, ko je Ed Hecox naglo zasedel svoje mesto v nadzorni sobi vlaka. Potovanje naj bi potnike odpeljalo v Oakland, vendar je prišlo do polurnega zamika. Po odhodu z postaje v Carlinu v Nevadi, eni od postaj na poti, se je Hecox odločil povečati hitrost, da bi nadoknadil izgubljeni čas. Mesto San Francisco je bilo zdaj 1,5 milje oddaljeno od Harneya, železniškega tira, ki leži na glavni progi SP, na odseku med Beowulfem in Palisadom. Na tej točki je Hecox povečal hitrost na 90 milj na uro, kar je pomenilo, da tudi če bi opazil nevarnost pred seboj, ne bi mogel pravočasno ustaviti. Ob 21:33 tistega večera je vlak naletel na del tira, ki je bil zamaknjen. Po trku v ta del je parni vlak hitro začel iztirjati, ravno ko je prečkal 4. most v soteski reke Humboldt. Oblak prahu in dima je nakazal katastrofo, a iz razbitin se je povzpel strojevodja. Po pravem čudežu je Hecox preživel in pretekel preostalo pot do Harneya, da bi prišel do telefona. Poklical je reševalne službe in prostovoljci iz Beowulfa in Carlina so pohiteli na kraj nesreče. Preživelim so hitro pomagali z medicinskimi kompleti, vendar so morali počakati, da so sestavili reševalni vlak. Kraja tragedije niso zapustili vse do naslednjega jutra. 5 vagonov vlaka je bilo zaradi tega odpisanih, vključno s kavarnico in kuhinjo, jedilnim vagonom z 72 sedeži s salonom in bifejem ter 2 spalnikoma z imeni Twin Peaks in Chinatown. Tirnice so nato več mesecev ostale izven uporabe, v naslednjih dneh pa so potekale obsežne preiskave. V nepričakovanem preobratu so odkrili, da je bila napačna poravnava namerna. Nekdo je odstranil celoten del tirnic, ga prebarval rjavo in ga zakril s suhimi grmički. Potapljači bi v reki Humboldt našli tudi orodje, kar je razkrilo, da je bila tragedija dejanje sabotaže, ki je zahtevalo 4 težke stroje. Premikanje tirov bi vzelo 1 uro, ločevanje od preostalih tirnic pa bi prav tako zahtevalo veliko časa. Omenjeno je, da je le 4 ure prej skozi to območje brez težav peljal drug vlak. Preiskovalci so razpisali nagrado za saboterje, kar je privedlo do aretacij in zaslišanj več posameznih potepuhov, čeprav je policija močno verjela, da je moral storilec poznati delovanje železnice. Zaslišanja niso privedla do nobenega zaključka. In zanimivo, nekaj let kasneje, leta 1995, je bil v Arizoni iztirjen še en vlak, preiskovalci pa so našli srhljive podobnosti s tragedijo v mestu San Francisco. Tirnice so bile premaknjene na mostu z visokim nasipom, prav tako kot v dogodku leta 1939. Številka 6. Kot stranski moti v folklori o NLP-jih nastopa pojav možje v črnem. Po legendi se ti skrivnostni, zlovešči liki pojavijo, ko je aktivnost NLP-jev na vrhuncu. Domnevno ti posamezniki izsledijo očividce in uporabljajo srhljive metode zastraševanja, da jih utišajo. Možje v črnem so bili opisani kot bleda bitja, ki so nenaravno toga in jih običajno vidimo oblečene v enake črne obleke in sončna očala. Imajo nečloveško vedenje, ki pri tistih, ki jih srečajo, upravičeno vzbudi nemir. V mnogih teh srečanjih se zdi, da imajo možje v črnem jasen namen in takoj preidejo k bistvu. V incidentu Harolda Dahla leta 1947 je bil pristaniški čuvaj, ki je preiskoval NLP blizu otoka Maury, neposredno ogrožen med svojim obiskom. In v primeru Alberta Benderja in IFSB iz leta 1952 je obisk mož v črnem povzročil prisilno prekinitev njegove raziskave NLP-jev. Toda leta 2016 so prebivalci okrožja Muscatine v jugovzhodnem kotu zvezne države Iowa poročali, da obisk mož v črnem ni bil nič kaj jasen, razlog za njihov obisk pa nikoli ni bil ugotovljen. Več prebivalcev tega območja je poročalo o nenavadnih srečanjih z moškimi v črnih oblekah, ki so se obnašali čudno in jih vznemirjali. Eden od prič, R.J. Strong, je trdil, da je videl enega od teh moških, kako je hodil po asfaltirani cesti in nosil črn plašč. Ni počel ničesar in ni ničesar rekel, preprosto je hodil po cesti. Tudi neka ženska je imela podoben dogodek, saj je videla posameznika v črnem plašču, ki je hodil po cesti. Njen sin je bil v prejšnjem incidentu z moškimi v črnem povsem prestrašen. Več poročil je nenavadne moške postavilo ob rob ceste, občasno pa so iz neznanih razlogov stopili na cesto pred prihajajočo vozila.
Več prijateljev Cassie Pemtiki ji je povedalo o incidentu, ki se je zgodil na avtocesti 22. Ti dogodki so bili tako vznemirjajoči, da so celo prišli v novice. KWQC News 6 je poročal, da lokalna policija poskuša priti do dna nenavadnemu pojavu, kjer moški v črnem ponoči tavajo po ulicah. Oddelek je predlagal, da čeprav tukaj ni prisotnega nobenega kaznivega dejanja, je to dejanje precej nevarno in prebivalce upravičeno pušča na trnih. Policija v Muscatinu je prejela več prijav o istih posameznikih, ki skačijo čez zidove in hodijo po dvoriščih lastnikov hiš. Obiski teh nenavadnih mož v črnem so celo privedli do tega, da je oddelek vztrajal, naj vsakdo, ki naleti na te čudne moške, takoj pokliče številko 911. Kolikor je znano iz objavljenih poročil, nihče od tistih, ki so srečali te moške, z njimi ni izmenjal nobene besede. Bledi obrazi ostajajo togi ob cestah, odhajajo proti neznanemu cilju in naključno stopajo pred avtomobile, kar je v nasprotju z njihovo splošno naravo in namenom. Številka 5. Leta 1966 je skupina 4 vaščanov obiskala starodavno pokopališče v zahodni Turčiji. Na tem območju so počivali številni lidijski grobni nasipi iz 6. stoletja pred našim štetjem. Toda po večdnevnem kopanju skupini ni uspelo prebiti marmorne zidave vrat ene od grobnic, zato so uporabili dinamit. Nezakopavanje, arheološko izkopavanje, je razkrilo grobnico lidijske plemkinje in njene zaklade. Vaščani so bili prvi, ki so jo videli, po 2600 letih. Pograbili so zlate in srebrne predmete iz grobnice, ter izkopali še stotine drugih iz sosednjih grobov. Do konca izkopavanj so zbrali 363 kosov, ki so jih nato v več pošiljkah pretihotapili iz Turčije skozi Izmir in Amsterdam. 2000 kosov zbirke je bilo prodanih za 1,2 milijona dolarjev Metropolitanskemu muzeju umetnosti, ki je vedel, da so bili dragoceni predmeti ukradeni. Posledice njihovih dejanj so se začele kazati ne le v njihovih življenjih, ampak tudi v tem, kako so se ljudje okoli njih odzivali. Mnogi v vasi so slišali zgodbe o tem, kaj se je zgodilo, in so začeli o dogodkih šepetati. Vaščani so razmišljali o tveganjih, ki so jih tatovi prevzeli, in videli, kako so se stvari spremenile za vse vpletene. Nekateri vaščani so menili, da je zaklad prinesel samo težave. Vzdušje v vasi se je spremenilo, saj so se ljudje spraševali, ali bo prekletstvo prizadelo še koga, ki je povezan z artefakti. Bogastvo vaščanov pa ni trajalo dolgo. Kmalu po kraji in prodaji dragocenih artefaktov jih je začela spremljati nesreča. Eden od tatov je trdil, neki vaščan je izgubil 3 svoje sinove. Nekdo je bil udeležen v nesreči in je po njej ostal paraliziran. Drugemu tatu je grenka ločitev povzročila, da je zapadel v obup. Eden od moških naj bi znorel in začel ljudem pripovedovati, da je skril 40 sodov zlata. Sokrivec ropa, ki je artefakte prodal tujino, naj bi prestajal hude čase, o katerih ni bilo veliko znanega, in živel v bolečinah. Prekletstvo pa se ni ustavilo pri tatovih in tihotapcih. Zdi se, da je na nerazložljiv način povzročalo nesrečo vsakomur, ki je imel opravka z njim. Tudi direktor muzeja, ki so ga spoznali za krivega prodaje muzejskih zakladov za poplačilo igralniških dolgov, je doživel nesrečo, ki se je pokazala na več načinov, vključno s 13-letno zaporno kaznijo. Moški, ki so sodelovali pri kraji, so poskušali nadaljevati z običajnim življenjem, vendar je občutek nelagodja vztrajal. Ljudje, ki so vedeli za dogodke, so začeli na zaklad gledati drugače. Namesto da bi bil vir bogastva, so ga zdaj videli kot nekaj, kar prinaša nesrečo. Vaščani so o dogodkih govorili še leta potem, ko so se zgodili, in so zgodbo uporabljali kot opozorilo drugim. Legenda o jedkem zakladu je postajala vse močnejša, previdnost, ki jo je vzbujala, pa je ostala v skupnosti. Vpliv odkritja zaklada in nesreče, ki je sledila, je postal del skupnega spomina vasi ter oblikoval način, kako so ljudje razmišljali o tveganih vznemirjajoče preteklosti. Številka 4. Izraelska podmornica Dakar je bila zgrajena na vrhuncu druge svetovne vojne v Veliki Britaniji in je bila sprva leta 1943 v službi kot HMS Totem. Po vojni je bila podmornica predelana in uradno splovljena strani Izraela leta 1967. Potem, ko je Dakar opravila nekaj testov blizu Škotske, je bila pripravljena na potovanje v Haifo za svojo uradno slovesnost. Ko se je približevala Haifi, so morali vsi na krovu vsak dan sporočiti njen položaj poveljniškemu centru po radiju. Večji del svoje poti je podmornica ohranjala stik z Izraelom vse do 24. januarja.
Tistega dne je Dakar priplula mimo otoka Kreta in zadnjič po radiju sporočila svojo lokacijo. V naslednjih dneh so potekale obsežne iskalne in reševalne akcije. Enote iz Združenih držav Amerike, Turčije, Libanona in Grčije so poskušale najti pogrešano podmornico, a so po 5 dneh obupale. K-129 je bila sovjetska balistična podmornica, ki je bila v uporabo dana leta 1960. Njeno pristanišče je bilo v Petropavlovsk-Kamčatskem in je bila del sovjetske pacifiške flote. Plavalo je bilo opremljeno z balističnimi raketami z jedrskimi konicami in torpedi z jedrskimi glavami. Njena zadnja napotitev in tretja operativna patrulja pod poveljstvom kapitana Vladimirja Ivanoviča Habzarja je bila zaznamovana s tragedijo. S 98 ljudmi na krovu je podmornica odšla na mirnodobno odvračalno patruljo, ki naj bi trajala od konca februarja do začetka maja. Do marca so se komunikacije z ladjo nenadoma prekinile. K-129 je izginila in kljub takojšnjemu ter obsežnemu iskanju je niso našli in so jo uradno razglasili za izgubljeno. Minerve, dizelsko-električna podmornica francoske mornarice, je bila splovljena leta 1961 in je bila ena izmed 11 plovil razreda Daphne. Minerve je bila opremljena s 12 torpednimi cevmi, 8 v premcu in 4 v krmi. Njeno posadko je sestavljalo 45 ljudi, vključno s 6 častniki. Celotna posadka je bila na krovu, ko je plovilo skrivnostno potonilo med vračanjem v svojo luko v Toulonu. V iskanju Minerve je bilo mobiliziranih več ladij, vključno s potopnim plovilom in letalo nosilko, vendar niso našli ničesar. Iskanje so na koncu prekinili. USS Scorpion in jedrsko gnjana napadalna podmornica razreda Skipjack, ki je bila del nove generacije podmornic, zasnovanih za večjo hitrost pod vodo. Neverjetno hitra podmornica je bila opremljena 6 torpednimi cevmi in je nosila protiladijsko in protipodmorniško orožje. Prav, zaradi svoje hitrosti in natančnosti je bila USS Scorpion poslana na visokotehnološke vohunske misije. Preusmerjena je bila iz Sredozemskega morja, da bi prestregla sovjetsko mornariško skupino blizu Kanarskih otokov, vendar se plovilo z te misije nikoli ni vrnilo in je bilo razglašeno za izgubljeno, s čimer je postalo ena najbolj znanih pomorskih skrivnosti hladne vojne. Vse 4 te popolnoma ločene skrivnosti pa imajo eno skupno stvar. Vse 4 so izginila istega leta, 1968, v 4 različnih državah, le nekaj mesecev narazen. V zadnjih letih so bila vsa ta razbitja podmornic najdena, vsako počiva na morskem dnu. Kaj pa je povzročilo te katastrofe, lahko le ugibamo in ostaja predmet številnih špekulacij. A te skrivnosti bi dobile še en nepričakovan preobrat. Zanimivo je, da je CIA našla potopljeno sovjetsko plovilo K-129 in strogo zaupno operacijo, projekt Arizona, iz njega iztrgala večje dele z ogromno mehansko krempljo. Misija je takrat stala $800 milijonov in prinesla dragocene podatke o sovjetskih mornariških kodah, kriptografiji in jedrskih torpedih. Zaradi te operacije so uspeli dvigniti le polovico podmornice K-129. Vpletenost CIA v eno od teh skrivnosti odpira vrata nadaljnjim špekulacijam glede preostalih. Številka 3. Patrick Leahy, ameriški politik, je bil leta 1974 izvoljen kot demokrat v Senat Združenih držav Amerike. Predstavljal je Vermont od leta 1975 do 2023 in služil kot predsednik pro tempore senata od 2012 do 2015 ter ponovno od 2021 do 2023. Po prevzemu funkcije si je pridobil sloves liberalca in prevzel vodilno vlogo pri reformi zdravstvenega zavarovanja. Tudi Leahy je bil tisti, ki je spodbujal sprejetje zakonodaje, ki je zaščitila podatke in intelektualno lastnino. Leta 2002 je Leahy spremljal prenos govora podpredsednika Dicka Cheneyja na konvenciji veteranov zunanjih zadev. Njegov govor se je nanašal na vojno z Irakom, za katero je Leahy menil, da ni bil namenjen veteranom, temveč medijem, saj je poskušal prepričati javnost, naj podpre vojno z Irakom, namesto da bi spodbujal demokracijo. Bergel je, da je vlada po dogodkih leta 2001 postala preveč samozavestna. Zdelo se je, da vlada brezglavo hiti v vojno in ne upošteva posledic. V iskanju resnice o dogodkih tistega leta in kasnejši kaotični kampanji, ki jo je ameriška vlada sprožila za pridobitev podpore za invazijo na Irak, se je Leahy poglobil v zaupne dokumente in preiskovalna poročila CIA o Iraku in Saddamu Husseinu. Skozi ta poročila je ugotovil, da se je Hussein zanimal za orožje za množično uničevanje, vendar to zanimanje ni bilo novo.
To zanimanje je kazal že desetletja. Lehi je bil prav tako skeptičen glede trditev, da je Hussein povezan z Al-Kaido. Hussein, sekularni diktator, medtem ko je Al-Kaida delovala kot verska skrajna skupina, ki se je neposredno opirala voditeljem, kot je bil on. Nato je Lehi zaključil, da povezavi med Irakom in Al-Kaido manjka trdnih dokazov. Ni imel nobenih dokazov o neposredni grožnji, kot je vlada namigovala. Naključno in precej skrivnostno sta se naslednjo nedeljo Lehi in njegova žena odpravila na jutranji sprehod, ko sta do njiju pristopila dva postavna tekača. Senator ju je opazil že nekaj časa nazaj in sta par spremljala že nekaj časa, nato pa sta končno pristopila. Oba se nista pravilno predstavila, temveč sta vprašala, kakšno je Lehijevo mnenje o obveščevalnih poročilih, ki jih je prejemal. Njegova žena je, ko je ugotovila, da to ni pogovor, v katerem bi želela sodelovati, hitro odšla. Lehi je pojasnil, da če je bil na sestankih z obveščevalnimi poročili in če so bila ta zaupna, tega preprosto ni mogel priznati in o njih ni mogel govoriti. Oba tekača sta ga razumela, vendar sta ga vprašala, ali so mu tisti, ki so ga obveščali, pokazali dosje 8 dokument, za katerega senator še nikoli ni slišal, niti ga videl med svojim iskanjem odgovorov. Rekli so mu, naj povpraša o tem in da bi morda našel kaj zanimivega. Kmalu je Lehi uredil, da si ogleda tisti skrivnostni dosje 8, ki je neposredno nasprotoval večini tega, kar je slišal o Bushovi administraciji. Natančneje, šlo je za orožje za množično uničevanje in je nasprotovalo upravičenjem administracije za invazijo na Irak. NATO je glasoval proti vojni. Lehi nikoli ni ugotovil, kdo so bili skrivnostni tekači, niti ni želel izvedeti. Nekateri se sprašujejo, ali so bili to morda samo svoji agenti FBI ali CIA, ki so se odločili naključno komunicirati z Lehijem, ki je bil že skeptičen do vladnih trditev, pod krinko naključnih tekačev. Prav tako ni jasno, ali so poskušali komunicirati z drugimi senatorji ali kako so izvedeli za dosje 8, če še Lehi ni bil o njem obveščen. Številka 2. 12. novembra 1936 je moški, ki se je predstavil kot George J. Stein, vstopil v banko v Riponu v Wisconsinu. Prišel je, da bi odprl varčevalni račun za $120, ni ponudil nobene številke socialnega zavarovanja in ni pustil domačega naslova. Preprosto je blagajnikom povedal svoje ime, ki ga nikoli niso preverili, položil svoj denar in odšel. Isti moški z istim imenom se je pojavil v več 10 drugih bankah po Srednjem zahodu, vsakič je odprl bančni račun, namenjen bodisi varčevanju, bodisi posojilom. Od leta 1936 do 1952 je odprl račun za računom, 5 v Wisconsinu, 3 v Indiani, 2 v Minnesoti, enega v Iowa in še enega v Illinoisu. Leta 1952 je bil odprt zadnji Steinov račun, nato pa skrivnostnega moškega nihče več ni videl in v njegovem imenu se ni pojavil noben nov račun. George J. Stein je izginil in za seboj pustil $130,000, ki so ostali neprevzeti na vseh teh bančnih računih. Eden od raziskovalcev, Tom Becker, je poskušal priti do dna skrivnosti in začel preučevati račune, ter precej nenavadno odkril, da je bil le eden izmed njih povezan s pravim naslovom. Eden od računov v Indiani je imel kot naslov naveden 505 Washington Street. Tukaj je delovalo podjetje, ki je izdelovalo klobuke, rokavice in druge dodatke. Podjetje je zaposlilo potujočega prodajalca po imenu Ralph Barnett, ki je očitno ustrezal splošnemu opisu Georgea J. Steina. Barnettove prodajne lokacije so se prav tako ujemale s kraji, kjer so videli Steina. Becker je verjel, da sta Stein in Barnett ista oseba, vendar to ne pojasnjuje, zakaj bi potujoči prodajalec nenadoma izginil in pustil sredstva nedotaknjena. Druga raziskovalka, Frances Stroh, je poskušala razvozlati skrivnost in ugotovila je, da je Stein na enem od svojih vlog napisal povratni naslov, ki je tokrat vodil do moškega po imenu Ed Fay. Ed Fay je bil po časopisnih arhivih kriminalec, ki je leta 1903 oropal bančno pošto v Superiorju v Wisconsinu in pobegnil s $15,000 v znamkah in gotovini. Kmalu zatem so ga aretirali, vendar je leta 1904 pobegnil iz zapora in ga nikoli več niso videli. Skoll je ugotovil, da bi se starosti Steina in Faya ujemali in verjame, da si je kriminalec spremenil ime, da bi prikril svoja kazniva dejanja, kar mu je omogočilo, da je še vedno dostopal do svojega denarja. Vendar ni nobenih drugih dokazov, ki bi potrjevali, da je katerakoli od teh teorij pravilna. Zdi se, da so vsi navedeni naslovi vodili do različnih oseb, kar je bilo ravno tako, kot je Stein želel. Banka 1903. Tistih $130,000 do danes ostaja neprevzetih. Številka 1.
Leta 1888 se je zgodil najbolj znan nerešen zločin. Tistega leta, med avgustom in novembrom, je val umorov pretresel londonsko četrt Whitechapel. Tistega leta je bilo dokumentiranih 5 umorov, ki so jih neposredno povezali z eno osebo, čeprav sumijo, da je bil neznani napadalec odgovoren tudi za druge nerešene zločine, ki so se zgodili med letoma 1888 in 1892. Napadalca je javnost poimenovala Jack Rasparage in še danes ostaja predmet skrivnosti, saj oblasti in navdušenci preiskujejo in analizirajo vsako možno teorijo. Eden izmed posameznikov, ki se je leta 1888 znašel na seznamu osumljencev, je bil moški po imenu Thomas Hayne Cutbush. Pravzaprav je bil takrat glavni osumljenec. Rojen je bil leta 1866 v Kenningtonu v Angliji, 3 milje stran od Whitechapela. Prihajal je iz spoštovane srednjerazredne družine, vendar njegovo otroštvo ni bilo prav nič srečno. Ko je bil še mlad, je njegov oče zapustil družino in se ponovno poročil na Novi Zelandiji. Bil je edinec, njegova mati pa se nikoli ni ponovno poročila. O njegovi materi in teti so govorili, da sta bili izjemno verni in da sta imeli nerazkrite nevrološke motnje. Tomaž je že zgodaj kazal resne vedenjske težave in zaradi tega so ga odpustili z njegove prve službe. Na svojem drugem delovnem mestu naj bi svojega delodajalca potisnil po stopnicah. Prav v tem obdobju je začel kazati zaskrbljujoče, ekstravagantno vedenje. Podnevi se je Tomaž izoliral v svojem domu in se poglabljal v branje medicinskih knjig. Toda po noči, medtem ko so drugi spali, je bil v Whitechapelu, preskakoval zidove in motil mir. Tomaževo stanje se je še naprej slabšalo do te mere, da je bil prepričan, da ga njegov zdravnik poskuša zastrupiti. Postal je obseden s to pripovedjo. Obrnil se je celo na enega najboljših londonskih odvetnikov, a ga je ta poskus pripeljal le do naslednjega nenavadnega zaključka, da se zarota za njegovo smrt razteza tudi na pravni sistem. Leta 1888, ko je bil star 22 let, je Tomaž popolnoma znorel. Njegov zaton pa se je očitno ujemal z začetkom umorov Jacka Rasparagea. Ni bilo le njegovo nesmiselno vedenje tisto, zaradi česar so oblasti verjele, da stoji za zločini. Njegov fizični opis se je zdel skladen z opisi v primeru, od njegovih svetlomodrih oči pa vse do ustnice. Vendar obstaja ena luknja v teoriji, da je bil Tomaž Rasparage. Leta 1891 je bil obsojen zaradi 2 ločenih napadov, ki sta se zgodila leto prej, ter je bil aretiran in sojen. Za zločine je bil spoznan za odgovornega na podlagi odločitve zdravniške komisije, kjer so ga zdravniki diagnosticirali kot psihotičnega. Nato je bil nameščen v bolnišnico Broadmoor, kjer je ostal do svoje smrti. Leto, v katerem je bil sprejet, postavlja 2-letno vrzel med zadnjim od priznanih umorov Rasparagea in napadom, zaradi katerega je bil Tomaž sprejet v norišnico. Čeprav obdobje brez nasilja med letoma 1888 in 1890 zmanjšuje verjetnost, da je bil on Rasparage, ga to ne izključuje popolnoma s seznama osumljencev. Še posebej, če upoštevamo, da je bil Tomaž vnuk nadzornika Scotland Yarda, Karla Henrika Cutbusha, ki je vodil izvršni oddelek Scotland Yarda. To je odprlo vrata morebitni policijski zaroti in prikrivanju, kar mu je omogočilo anonimnost in preprečilo ustrezno preiskavo. Povezava med policijo in glavnim osumljencem ni bila razkrita vse do leta 1894. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.